moje ime je Tina. Moja naloga danes je, da vam predstavim na čim bolj prijazen način, kakšne možnosti imate zaščite svojih pravic. Pa lepo prosim, ne se nekaj sled vprašati, kako bomo mi zakonsko urejali, skratka to se da vse tekom kreativnega procesa lahko ustvariti. Rada bi samo zgodila občutek zavedanja, da so to vaše pravice, vaše lastnine, da se pač moč učila. Naše predavanje ali pa moje predavanje izgleda nekak skole, jaz predlagam sledeče, da bom jaz predavati osnovne pojme na nek faktografski način, da boste imeli opise, potem bom pa prosila za vaše vprašanja, ker verjamem, da se na tem nekaj praktičnih vprašanj, pa mogoče boste lažje tako prišli do nekih odgovorov. Kot sem začela, kaj je intelektualna lastnina? To je v bistvu celota pravic, ki izhaja iz vaše intelektualne dejavnosti. Zdaj, danes smo videli en kup enih novih idej, en kup enih novih konceptov in mene zelo podobno moram zdaj na koncu vprašati kolege, ki razmišljali, ali bom zelo kratko video. Kolega iz LGBS, ki je zašel prebrati. Ali je že mogoče ne razmislil, koliko bi bilo zelo porabiti. Jaz sem bila pa gospodu Lecu, če ste opazili, spodnji je imel, nisem confidential. To je že en tak način, kako se zaščititi pred krajo, oziroma vedno lahko rečete, opa, tole pa moje. To je vaša izključna pravica, je pa res, da je teritorijalno časovno omejena. Zdaj, katere pravice imamo? Vi boste v največji možni meri seznanjeni z avtorskimi deli, z avtorskimi pravicami, vsekakor pa, glede na to, da boste vaše storitve držali, da jih boste zaščitili kot znamko, mogoče z modelom, zdaj, če to počna bolj tehnološka rešitev, ki jo boste podprli z vašo storitvijo patent, predvsem pa so tukaj mehke pravice, teh najtežjih pravic. Ampak se jih da na več možnih načinov z raznimi pogodbami, znotraj delom in tako naprej. Zdaj, jaz bi na hitro razložila osnove teh pravic intelektualne lastnine. Avtorska pravica je pravica na avtorski deli. Zdaj, kaj so avtorska dela? Da kar tako razčistimo idej, pa konceptov se ne da zaščititi. Sploh pa ne patentirati. To je tak pojem, s kateri se mi na uradu, ko pridejo podjetja k nam ali pa kreativci, izumitelji k nam, da rečejo, jaz bi idejo patentiral. Tega ni. Avtorska pravica je teritorijalno časovno omejena in traja 70 let po smrti avtorja. To je recimo zanimivo pri Walt Disneyjevih risbicah. Oni v Ameriki celo spreminjali zakonodajo, spreminjali je trajala 50 let, ali mi knjižka bi šla prosto uporabo, ki se podaljšali. 70, pa zdaj verjetno bo spet za 20 podaljšali. Nekako pač stane, to se da tima zaslužiti. Znamka, kot sem rekla, vaše storitve boste tržni, saj upam, da jih boste. Če hočete biti na trgu prepoznavni, morate dati vaše storitve neko znamko. Vsi poznate Coca-Cola, vsi poznate milijon teh znamk je. Bistvo vaše znamke je, da vas razlikuje od ostalih na trgu. Se pravi, vaša storitev je inovativna in vaša znamka mora biti unikatna. Kar pomeni, da kdorkoli bo videl vašo znamko, bo vedel, kaj se znamke zdi. Tukaj so primeri, kakšne imate. Pojavljajo se pa tudi nove zvrsti. Imamo recimo zvočno znamko, tistega leva za en vrsti tisto, to so zdaj zaščitili. Imamo tudi, kako je temu rečem, senzorično znamko in sicer bom tukaj še ene trave. To je nekaj čisto mnoga. Milka ima barvo zaščiteno, skratka teh znamk je milijon in ena in kot se razvijajo storitve in produkti, se razvijajo tudi znamke. No, tukaj imamo model. Zdaj za model je značilno, da mora biti nov in individualen in varuje videz izdelka. Zdaj, mogoče, da smo danes v LTP-u tudi uporabna kartica, kot taka je lahko zaščitena kot model. Recimo internetna stran, Yahoo, če ste gledali, oni imajo zaščiteno svojo stran. Spravi, točno kako boste ikonce postavljene, tega ne sme nihče kopirati. To je primer Gorenjevega izdelka. Oni so izvrstni v tem. Lahko zaščite celo notranjost prostorov in pa kompjuterski layout, kot se reče. No, in še zdaj, da razčitimo, kaj je patent. Patent ima
imate lahko samo za neko industrijski bil, tako morate kaljeti. Če temu popolkajte storitev zraven in date znamko, potem imate to package, potem ste znameni. Mora biti nov, inventiven industrijsko uporabljiv. Na patentu po modelu boste pozorni na to, da ga ne razkrivate, dokaj imate prijave, nikomor razkriti. Ena zanimiva taktika, ki se poslužujejo recimo farmacevti, za patente je značilno, da kjerkoli na svetu je objavljal, da velja za razkriti. In oni objavljajo patente v nekem lokalnem časopisku v Afriki, ki ga nihče ne bere, sploh pa ne relevantne javnosti. In ko zaznajo nek patent ali pa neko objavo patenta v Evropi ali v Ameriki, rečejo, opa, tole smo pa mi tam že razkrili. Tako da štejo vse javne baze, patentne baze, neformalne, magisterij, doktorske dizertacije, diplomske naloge, to so vse razkrite, tega ne početi, dokaj nimate avtorsko jasno razpusto, čigava je za kakšen namen. No, in zdaj smo pa storitvi. Vaša storitev je ravno tako rezultat vaše ustvarjalne dejavnosti. Zdaj pa v teh storitvah se večinoma pojavljajo v neoprijemljivi obliki, kot človeški vir, strukturni vir ali pa relacijski vir. Zdaj kot človeški vir pač to je vaše znanje, to so vaše kompetence in know-how. To ima vsaka firma, vsak kreativnost, to pač imate. In tega se treba zavedati. Strukturni vir so operacijski sistemi, notranji zunanji procesi, komunikacijski, distribucijski kanali, tudi baze strank. To so vse vaše pravice, vaše operativne prednosti in to morate čuvati. No in koncu tudi urediti odnosov s strankami, partnerji, zunanji oblikovalci, s komorkoli. Te stvari morate imeti jasno določene, kdo je lastnik česa, kaj se varuje, na kakšen način se varuje, za koliko časa se varuje in kdo ima dostop do tega. Recimo zdaj, ko je svet digitalizirano, so sploh korporacije, imajo zelo striktne in stroge sisteme tehničnih dostopov. Se točno ve, kdo, kaj, zakaj, kdaj, ravno zaradi tega. Ker dosti se zgodi, da kakšen zaposlen odide in vzame sabo stranke. To se dosti zgodi. Zdaj pa neki veliki korporaciji to mogoče ni tak problem. Pri nekem manjšem podjetju pa to lahko veliko spad podjetja. Zato je prav, da pač ima firma te stvari urejene, na tak način, da bomo potem v nadaljevanju razložili. Zdaj, kot izdelate tudi skrivitev pač svoj neki življenjski cikl. Najprej proces, da ste previli, kako to nastaja, brainstormingi z različnimi tehnikami, potem se zbirajo prave ideje, prototipi, kot smo danes že slišali, nastane storitev, ki je potem treba prodati, čemu pa seveda pripomore marketing. Zdaj, pri teh pravicah intelektualne lastnine je pomembno vedeti, da je to en del, kako je rečem, strateškega upravljanja. Skratka, od začetka razvoja do smrti storitve mora biti menedžer, ko imajo v tujini, prisoten. Ker on se zaveda, to je koristno, to moramo zdaj zaščititi, to je zdaj za odpad, to nam dela škodo, to nam še dodatno koristi k temu produktu. Skratka, to je upravljanje s pravicami. In tega se v Sloveniji čisto malo zavedamo, razen takrat, ker banke zahtevajo skoro zdaj v krizi kakšno novo zavarovanje. Potem naše firme pogrunkajo, da opa, zdaj imamo blagovno znamko. Ono pogleda, sledi drugo kolinsko, koliko so jih prodali. Pa zelo pa ceno. Tako kot sem rekli, da se ne ščiti, storitev ne razkrivati. Če pa že ne, pa popamo od spodaj confidential in tako naprej. Zakaj intelektualna lastnina? Kako podaljšuje življenjsko dobo izdelka? Zdaj vi marsikaj lahko ste delate. Tukaj ne gre samo za ustvarjanje, tukaj gre potem za licenciranje. Pa ne mogoče samo storitev, lahko tudi znamko. Nekdo bo videl vašo storitev, bo videl znamko, bomo hotel skopirati. Zdaj boste vi našli, sploh ni treba, da ga točite. Lahko vam rečete, ok, ti porabili, imaš dostop do nekega trga, do katerega jaz ne morem priti, dam licenco ali dam prošljivo. Zdaj, vsi imate lahko nekaj tega konkurent in vi, pa imate isto storitev. IP ustvarja vrednost. Zakaj? Ker imate lahko višjo maržo, se verjetno se skozi sprašujete, zakaj zdaj za Passata vam plačati več kot za školo, pa v bistvu vemo, da ne tehnično tam. Torbice, obleke, to ženske še posebej dobro vemo, zakaj kaj stane. To je dejansko vrednost znamke. Imaš kakšno firmo,
bi lahko kupili po predmetnih sredstvih, ne morejo kazati znamko. Kako imamo to predno znamko, da v bistvu se ne da kupiti. Poveča se tržni delež, ko so rekli, boljšo pogajalsko pozicijo imate na sproti iskanju ali novih partnerjev, ali proti bankam, konkurentom in tako naprej. Imate možnost prihodnih investiranj, prosti licenciranje, se pravi, to podjetje ima nekaj, kar vam manjka, vi imate nekaj, kar njemu manjka in se lahko povežete čist legalno in čist donosno. No, tole so recimo primerja, ne? In znam, in modelov. Zdaj pa, če gremo kar konkretno na zaščito. Zdaj, neformalna zaščita, imate veliko možnosti. Je pa res, da je to nekaj, kar se mora zavedati predvsem menedžerji, če govorim o podjetjih, oziroma pač kreativci sami zase. Imamo, tukaj sem vam navedla, zdaj si preberite, jaz sem povedala, zakaj je kakšna stvar dobra. Poslovno skrivnost, absolutno. Zdaj že zakonodaja, pa jaz mislim, da so vsaj 4 različnih zakonov, ki pišem, kaj je poslovna skrivnost, torej očitno je to pomembno, ne? Ampak poslovna skrivnost vam nič ne nuca, če vi nimate napisano. V firmi je pravilnik o poslovni skrivnosti, zaposleni morate zapisati izjavo in na vseh dokumentih, za katere želite, da je poslovna skrivnost, mora biti jasno označeno. Če tega nimate, vam čisto nič ne nuca, da to piše v zakonu. Zaščita baz podatkov. To vse firme imajo IT, to morajo oni znati štimati. Zdaj, kako se to dela, zdaj, vsemi pohodami in me ne vprašati, kaj ne vem. Delitev odgovornosti. Tudi to so včasih da, se pravi, da en zaposleni ne ve vsega. Da razdelitev odgovornosti v procesu, ampak da tudi če eden gre, mu vedno manjka tisti esencialen del. Tudi ko se da to zaščititi. Da omejite dostop do informacij, zaupno, da dokumentirate. Prej smo slišali, skrili tiste template, ko se nekaj skrite v prikmite. To je super. To imate lahko vzpostavljene neke template, kjer se ideje kreirajo, zapisujejo in krožijo. In tudi to mora biti zaščiten kot poslovna skrivnost. Ampak največ vam pa pomeni to, da krepite lojalnost. Krepite lojalnost med zaposlenimi, krepite lojalnost med strankami. Zdaj včasih je mogoče bolj, da se ne ukvarjate s tem, a bi patentiral, a ne bi, ali to vredno ali ne. Včasih greste enostavno na trg, ste ta prvi, izkoristite to vrednost, poberete smetano, pa ne skopirate. Tudi to so taktike. Ravno zaradi tega storitev v bistvu tak, ko ne rečem, produkt, ki ga je težko predmetno registrirati in hoče to še najbolj. Biti prvi, biti agresivni, da si vas ljudje zapomnijo, pa da zraven znamko, ki bo prepoznavno. Semi-formalna zaščita, ja, to so pogodbe. Zdaj, navedla sem vam 7 zakonov, kjer najdete vse te klauzule, določbe, kazenski zakoni, to je recimo kraj, intelektualne lastnine in prekršek in kaznivo dejanje. Zdaj, da bi jaz vedela, da so kakšnega prav posodili zaradi kraje, znamke ali pa zaradi, ne vem, avtorskih pravic, mislim, da so tudi sodbe, pa še to v bistvu vezane na SAZAS, to vsi poznate, ne bolj po SAZAS-om. Tako da, očitno je, glede na to, da se to pretlajajo ena vlada, drugi prelaga, ne, da se tudi ogromno denarja tudi. Kako se vi lahko zaščitite? Imate avtorske pogodbe, to je najbolj osnovno, v kateri morate opredeliti, kaj je avtorsko delo, katere pravice prenesete na naročnika in za koga. Drugo vprašanje je pač vrednotenje pravic. To pustimo, to so pač profesionalci v okviru vrednotenja podjetij. Imate dogovor o uporabi in izkoriščenju pravic, dogovor o nerazkrivanju informacij. Ta dogovor o nerazkrivanju informacij je v bistvu prvi. To je dogovor, ki ga pišete, ali ki ga date podpisati že na preliminarnem sestanku. Sprav, po poslu sploh še ni sklenjen, to je en del razumno, verjetno ste vsi slišali. Zdaj v Sloveniji je to zelo nezaupanje gledajo, v tujini je to najbolj neka osnovna stvar, ker s tem si v bistvu partnerja skažete zaupanje. Če boste sklenila posel super, če pa ne, oba veste, da sta varna, da ste podpisala dogovor in da to ne bo še naprej ne bo uporabljeno. Tako da, če vam v Sloveniji partner to podpiše, bolj ste napravili za nekaj, bolj je res. Drugače pa v resnici ne radi. To je formalna zaščita. Prijava znamke, prijava patenta, prijava modela,
tam, kjer ga vi registrirate. Se pravi, če ga registrirate v Sloveniji, vam nič ne bo pomagali, če bo nekdo kopiral ali pa kradel znamko v Belgiji. Zato morate vedeti, na katere trge se boste širili in tam zaščititi. Ker tam jih boste potem lahko te pravice uveljavljali. Ker, a veste, nobena vaša storitev lahko še tako inovativna, tako zanimiva, pa nič ne bom če ne znate pa uveljavljati. Jaz vse preveč vidim, sploh mladi, ko so zelo inovativni, danes sem videla in kupe nekih idej in entuzijazma, ne, pa čez 2 meseca pride pa k meni isti popravlja sumnje v kraju, kaj ne se problem. Da je že težko kaj. No, tako je recimo zvedla zaščita interneta, to je zdaj zelo popularno. Lahko zaščite, evo tam je znamka, Head & Shoulders, imate avtorsko pravico, absolutno, imate model, kako spletna stran izgleda. Skratka, vse to lahko zaščite, pri čemer se dostikrat sreča tudi z vprašanjem, kaj pa domena, kaj pa firma. Firma, znamka pa domena so 3 različne stvari. In za vsako od teh stvari je v bistvu druga pravna podlaga. Za firme je registracijo velja zakon o gospodarskih družbah, za znamko je zakon o intelektualni lastnini, za domenom pa ARNES svoje pravila. Res je, da za domenom in s firmo ne smete posegati v znamko drugih, oziroma pravico drugih. To pomeni, da imate isto firmo kot nekdo, ali pa da imate isto znamko kot nekdo, drug, s tem, da boste pozorni še na sloveče znamke. Sloveče znamke vsi vemo, kaj so, recimo, kako je sloveča, BMW je sloveča znamka. Razlika med temi znamkami, pa mogoče znamkami manjših podjetnikov v tem, da oni dejansko lahko uveljavljajo ne glede na to, ki jih kršijo pravice in ne glede na to, katerih dejavnosti. Recimo na vrata avtorskih sporov, pa bom enega zdaj izpostavljal, Hugo Boss proti Boss. Boss cigarete, ne? Hugo Boss je pa estetika, obleke in vse lepo. No in seveda se Hugo Boss uprl, Boss, tukaj mu je par ugled. Ker vedno v slovečih znamkah izhajajo v sodišče predpostavke, da se je nekdo drug, ki je manj močen na trgu, spremi sloveč okorišča za ugledom sloveče znamke in s tem pridobiva stranke in v bistvu srbi nelojalno konkurenco. To se je slišalo več v life, to veste, kako je nastalo. Zlatka, da prvo vlimo na Facebook in potem so uporabniki nadaljevali, kako je nastala pesem. Skratka, pesem je avtorsko delo, ne vem, kakih avtorjev. No in oni so potem sklenili pogodbe za novo KV, in za pristopnost. Skratka, pokrili so in avtorske pogodbe, tukaj imamo znamko, imamo novo KV, imamo storitev, tako vse skupaj je en paket, ki se, sicer zdaj nimam nekih podatkov, ampak jaz mislim, da se to ruško prodava. Zdaj, primer, kaj vse ljudje, ki smo res potrošniška družba, iz enega sem rekel, da dobi 50 milijonov dolarjev na leto. Jaz ne vem, kako še kaj povedati. To je pa naš primer, ne vem, ste kaj brali, kaj je bilo zgodovanski parad. No, tukaj je šlo do kršitev koncepta. To je, Plesna šola Urška razvila ta koncept notranjske parade in zaščitila je znamko notranjske parade. Ok. Potem se je Plesna zveza, seveda, ker očitno sprejeli, da koncepta ne moramo zaščititi, so skopirali, da zdaj smo imamo 2 notranjske parade, s tem, da Plesna zveza ima poznamko skvadril. Skratka, to je različna znamka, da tudi na prste ne more, čeprav je za identično storitev. Jaz moram reči, da pri meni notranjska parada da ni bližje do skvadril. Ker oni so očitno izkoristili tisti, kar smo mu prednost, da se priprvi na trgu, da posivajo, da notranjska parada pa še puško, ne glede na to, da je pač identičen storitev pozorni. No, tukaj, kako bi se lahko zaščitili, V bistvu, ona bi se lahko med sabo zmenila. Dejansko bi se lahko med sabo, bi se, Očitno pa da se ne da, ampak lahko bi se. Jaz se vsako svetujem, da pride k nam vpraša, kaj lahko naredijo, eno rečem, absolutno lahko se sodišče, Ampak zakaj? Če vam da lahko vlada, kako sem prej rekla, licence, franšize,
se da narediti, v kateri se da veliko zaslužiti s konkurentom. Skratka, to je zdaj moja prezentacija, zdaj pa prosim za vaše vprašanje. Sigurno, okej? Kar? Ja, bom šel po mikrofon. Živel sem Daniel, da že znate, da se vas nisem več na delavnici, ne? Na delavnici je tak sem jaz povedal in sicer predvsej govoreče sem se spomnil, sicer da res ne maram lastništva ideje. Nočem, da kdorkoli, ki bo neko idejo imel, da je ne bi delil. Ker naš tisto delavnice, pač smisel delavnice je to, da vsi svoje ideje, ki pa ne delimo, ki prispevamo en bazen idej in v tem na njih gradimo, ne? Ker če bo vsak svojo idejo, temu rečem, idea camping, če vsak svoje idejo nekako zase držal, potem ne priješ nekako, potem to ni več kreativni proces. Tako da jaz v bistvu popolnoma razumem vse te, razumem vrednost intelektualne razmere, da bomo tudi to zaščititi. Pa bi prvi poudaril, da preden ti priješ do enega, do nekega stadija, ko ti idejo lahko realiziraš, da takrat je v bistvu brez veze med eno tako lastništvo. Je v bistvu bolj dlje prideš, če to idejo čim bolj z vsemi ljudmi si jo razdelaš in v bistvu dobiš še druge vidike na kojem. V bistvu vseh startup knjigah je ena izmed predpostavk, da ti čim bolj dobiš na svoje ideje, da spoznaš vidike, vidiš druge vidike in potem, ko gradiš in še potem, ko si zrel, ne vem, kdaj to je, nisem nikoli startup, ko si enkrat, da si zrel, dejansko takrat še tako zaščitaš, da se pač ne zgodi v karajne. Torej, a to spada v koncept. Ja, hvala za vprašanje. Jaz sem vsekako strinjam, da so ideje, so milo razvoja. Se tudi pri paketih so najbolj ščitena stvar tega sveta, je v bistvu to, da ko enkrat objavljam, da lahko kdorkoli gradi na tem naprej. Sprav, ne vem, nek milimeter ali pa neka nova, kaj sem čipal, kako pomeni že čisto nekaj drugega. Jaz tega sploh ne zamikam, absolutno se strinjam. Gre samo za to, da bi želela, da ravno to, ko je ideja enkrat realizirana, da se ne pozabi na ta vidik, ker vsi partnerji so se nekaj. In takrat pol imamo za nazaj, da sem kaj zraven, da sem to naredil, da sem to naredil, moj del je še pa tak, moj del je še pa tak, se mi zdi prav, da se pač preventivno razmišlja o tem. Ne da se zavira, tako kot sem prej rekla, ta neformalna zaščita v firmah ima lahko zelo negativno učin. Skratka, je treba nekako upravljati s tem, da ljudje, ki imajo omejen dostop do nekih informacij, ne vzame tega osebnost. Prav, da nekdo ne želi, da so oni del nekega procesa, ker to vpliva na emotivnost. To se strinjam, ne? Absolutno, ampak moj namen danes je samo to, da se vi zavedate, da imate nek občutek, da so pač vaše ideje vredne, da so veliko vredne, ko je enkrat realizirane, da boste znali to izkoristiti. Se pa, če naletite na nekoga, ki odhoče to ukrast, definitivno bo. Pa lahko v našem sodnem sistemu koliko ne boste nikoli do konca prišli. Zato je prav, da pač preventivno sami razmišljate, kako se zaščititi pred tem. Zato sem tudi rekla, tak NDA agreement je dober znak, če ga bo nasprotna stranka pisala, da so pač resni, da nimajo namena. Ker prosto se zgodi, sploh v Sloveniji imamo en kup enih mladih, inovativnih programerjev. In pridejo k nam in rečejo, jaz sem sklicali iz neke multinacionalke, imam se stan in pa pridejo tja cel bord odvetnikov, predsednikov, pravnikov, nekih IT menedžerjev. Ne vem, že sedijo tam vse, kar imajo njihove ideja, niti ne vejo, ali pa program, kako ga zaščititi, kako ga vrednotiti, take stvari. Potem pač mi peljemo od točke do točke. In zdaj, nekateri so že zelo delač prišli, ker tudi multinacionalke se pol začnejo zavedati, oni pa vejo in jih drugače jedajo. Samo za to gre. V Sloveniji enostavno je premalo tega zavedanja, da pač po vašem državnem vredni. Samo za to gre. Še kakšno vprašanje?
prodaš cele pravice, recimo, ampak če naprimer dobiš na logotip ali kako je tudi manjša, prodaš sam licenco za določen čas. Zdaj me zanima, kaj tudi tukaj sploh možnost. Absolutno je možno, tako kot sem rekla, vsaka pravica se da licencirati, pri čemer bodite pozorni, kaj licencirate, za koliko časa licencirate, na katerem območju licencirate, pa kakšen obseg te licence. Se pravi, dostakrat se pozabi na ekskluzivnost, da izključno eno dovolite. Dostakrat se ne ve, kako oceniti, zdaj pa to prodati za nek zmesek, pa ne boš procentov prodajati iz produkta. Vse to niso super stvari, ampak še vedno je lažno nekoga vprašati, kot pa kar biti vesel, da boste nekomu licencirali. Absolutno, vi lahko nekomu dovolite licenco samo za uporabo znamke, lahko mu dovolite za celo storitev, za prodajo produkta, za distribucijo, recimo pri glasbenih delih ali pa pri pisanih delih. Je zelo zanimivo, kako se pozablja recimo podeliti pravica do redistribucije, ne vem, na tem teritoriju, ali pa do prvega ponatisa, ali pa do tiska v tujem jeziku, ali pa do audio knjige. Pač treba je dejansko vsako pravico posebej podeliti, sicer se šteje, da pač ni podeljeno, postane vaša. Kar ni izredno podeljeno, postane vaše. Tako da morate vedeti, kaj želite komu dati, kako pa paziti na to. Pomembno je mogoče še to. Znamka in te stvari, patentni del se registrirate v uradu, ampak urad ne prevede, kaj se s vašimi pravicami dogaja. To je vaša lastnina. Vi morate to paziti. Imamo tudi baze podatkov, vseh znamk, vseh modelov in tudi patentna baza, ki je prosto dostopna z zaston in načeloma vam vzame, ne vem, pol ure na dan, enkrat na mesec, zagreste čez vse nove objave. Ker pri postopkih registracije znamke je tako, da se objavi takoj, potem so za 3 mesece je objavljeno, v 3 mesecih ima tisti, ki misli, da je pač znamka preveč podobna, pravico da odgovarja. Ampak po 3 mesecih pa še ne pomeni, da pač vam pravica zastara, to se pomeni, da morate pri sodišča. Pa spet ponavljam, mislim, da se vam ne splača. Tako da te pravice pač morate sami, tem se reče monitoring. V tujini vse korporacije, recimo Amazon, Zara, to imajo, ne vem, 100-200 ljudi, da samo to delajo, spremljajo, kaj se dogaja z njihovimi pravicami, ker je to pač njihov asset. In tudi, ko se to vrednoti v knjigah, to so neopredmetena sredstva. Ampak pri nas se dostakrat motijo, zdaj smo brali 2 članka v delu, pa so prišli na urad, ker so tako obrnili naše stavke na glavo, skratka, da se spet vse narobe. Vaše pravice v bilancah niso vidne so šele, ko vi kupite. Tega pač vaše lastne intelektualne lastnine ne morete v predmetu zaenkrat, ker se nimate jih kar dati. In tudi novinarje želimo mi primerno izobraziti. Danes sem s tem videla, sem šla prej objave in piše, da moj prispevek, zato sem bila pa jezna, piše, da je treba storitveno oblikovanje avtorsko zaščititi. Tega ni. Zato gre napisati, da treba patentirati, to, kar sem prej rekla, idejo patentirati. Skratka, mi si samo to želimo, da bi se zavedali, kaj lahko, kakšne možnosti ima. Torej, to pravilno interpretirati. A še kakšno vprašanje? Torej, prej, ko ste rekli, zapršli firme in imamo odvetniku, dejansko pač narediti, pač nijamo keša, pa pač mogoče tega, kako vedno, pač možno še prijavno, pač izgleda, podiko, recepta, kako se narediti, pač ne vem, pogodbo, ali... Hvala. To je ta pogodba, je dogovor ne razkriveno. Tista najbolj osnovna. Tam v bistvu niso pregledne informacije, s katerimi so 2 stranke seznanta, razen če pač potem priložita. Gre samo zato, da s podpisom se obe bolj počuta. Sprav, to delita ideje, podatke, znanje, pri čemer obe veste, da če bo to prišlo ven, ali bo izkoriščeno, ne vem, kompletnim, da bo šlo kršitev, da se da to veljavno na sodišču. Včasih je že tak psihološki čit dovolj, da to ve, da se mu lahko nekaj zgodi. Zdaj, Slovenci smo še zmer malo
malo bolj razumemo, če zelo poželj podarali, pa razisla iz tem. Tako da to je prva stvar. To se piše te informacije, se izmenjajo na strane. Pametno je, da se napiše zapisnik. Pametno je, da se napiše zapisnik. Sveda sem res formalistična, ker mi kar sam sebi nažice. Dejansko je tako, treba je pač napisati, treba je formalizirati, ker nekaj prije do problema, kaj je prepozati, nekaj boš koliko dokazovati. In je boljš pač enostavno preventivno za to poskrbeti. Vse ni nič, če se 90% se ne bo nič zgodilo, lahko pa se. In tega je dobro, da pač ste vi mirni, da tudi če se rečete, ok. Tako da se da, pač se skice priloži takoj. Še go? Zanima me zdaj, ki je v bistvu se svet postaja globalen, kako to, meni se zdi tako, da vse to, da razlagate nekako je delovalo pred internetom, zdaj pa, mislim, mi je, ker pač težko je z nekim projektom priješ ven, recimo, a pa ne vem, da nasledeš na Kickstarter, ali pa nekaj taza, ki daš ti v bistvu predstavaš neko zelo konkretno idejo in tam v bistvu samo financiranje iščeš, ne. Tako, mislim, to, zdaj, ko res smo stoloč nekako na dan različil, da je to potem tvegaš in nekako pač bo zašlo. Zdaj, če imaš zaščite, vedno tvegaš, ne? Dejansko tvegaš, ampak pri internetu... Imaš nobenega vzvoda, da bi ga rekel, da bi... Edini vzvod, kaj je to, da ste toliko dobri, pa toliko novi, pa da boste dali eno res podoznamko gor, da bo vsi videli, kaj ste. To vam je edina zaščita, se pravi, da ste da marketinško, agresivno nastopite, ki Kickstarter prišel, to tam objavite in pol, če je ideja res zanimiva, dobiti ogromno denarja. To je super. Tako je kolega Daniel rekel, da se objavi, da se generiramo absolutno. Tako da neke zaščite v globalnem svetu take, kjer se išče denar po internetu, pač ni. To, pa tudi ni rečen, gledajte, jaz sem dali za primer, mogoče eno dan vsi poznali. Koliko je kuponko, pa kaj že, privoščiti si, pa ne vem, strojnera, doče ponuditi, ne vem več. Ampak, oni so mi prvi. In oni še vedno največji tržni delež kopirajo. Na Sloveniji. Tako, ja, oni so skopirali to od Groupona, za meni. Ne bo, ker nima interesa, ker to ni v trg, to od bože kopirati. Ker ni nič narobe skopirati. Ker tudi oni tega koncepta ne morejo zaščititi. Oni so lahko pobrali pač trg, kot so ga lahko, ne? Kaj pa, če Groupon recimo se odločil, pa na bari hodo tisto prednikov, ki začnejo predni svet, ki Slovenija, akcij za te pomočke? Obstaja možnost, da pridejo prav z Groupon, ne? Groupon kot Groupon firma in da probajo da nič trg problem. Z odvetniki načeloma Mislim, kaj se je kateri patenti zaščitili? ni tukaj patentov. Oni celo to. Storitve so. Ni patentov pri storitvah. Patent je strogo industrijski, strogo tehničen. Tega ni. Idej pa načel pa konceptov ne morate zaščititi. Lahko se, kako sem rekel, neformalno z dviganjem zavesti, z loyalty building stran, s tem, da ste izkoriščate, pa što ste prvi na trgu, z raznimi tem mehkimi pojemi, to lahko in to dela. Ker se ne da. Dokaj pa zakonodaje ne bo spremenili, je pač tako. Lahko pa ne bo šlo v to smer, da se bo to dalo. Zdaj morate tudi vedeti, da evropski sistem, pa ameriški sta malo drugačni. V Evropi ne morate software recimo patentirati. V Ameriki lahko. V Ameriki je tudi biznis model, ki se ščite in sicer zaščititi so zelo uspešno sistemi izogibanja davkov. Jaz ta primer imam prav rada, zato ker mi je tak zelo simpatičen. Zaščitili so poslovni model, kako pa se izogniti plačevanju davkov in seveda, ker nihče noče plačevati davkov, da so zaslužili milijarde, ne milijone. Ameriški sistem je malo bolj podjetniško seveda. Tam so tudi birokratske postopke cene, recimo oni mali podjetji zaračunajo 50% cene za prijavo, kot recimo korporaciji. Ker vajo, če njemu uspe, bo itak zrasel, bo plačeval davke,
Njim so pač te stvari malo bolj jasne.